All for rainbow. 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 Dobrodošli v All for Rainbow podcastu. Tokrat snemamo epizodo na temo transspolnosti in z mano so Lan, Lars in Leopold. Zdravo! Zdravo. Čau. Hello. Mogoče lahko začnemo z enim bolj tak nasplošno o tranziciji. Kak oseba začne s tranzicijo? Mislim, če govorimo o medicinski tranziciji, potem tle dela Center za mentalno zdravje, kateremu se piše potem mail, enemu specifičnemu psihiatru in potem se ima z njim preglede, te napoti naprej k klinični psihologinji, kjer je treba opraviti še nekaj testov, potem pa v bistvu presodijo tvoje stanje. Ne vem, kako lepo to povedati. Glede na teste, ki jih opraviš, in glede na pogovore s tabo, potem zaključijo, ali ti dajo zeleno luč za iti potem v medicinsko tranzicijo ali ne. V bistvu to je detajl, tako da ne vem, če je za to vprašanje, ampak pač potem, ko ti dajo zeleno luč, se lahko pač dobiš napotnice naprej za in pravno in medicinsko tranzicijo in za medicinsko tranzicijo za tiste posege, ki so ti pač, ki ti ustrezajo, se pravi tiste, ki potrebujejo zase, kar niso nujno vsi na tem seznamu možnih medicinskih posegov. Danes sem tudi opazila, da lahko nekako zaprosiš ali oddaš neke dokumente, ne v svoji občini, ampak v različnih občinah. Ja, to so pa zdaj, mislim, da so na novo uštimali, da ker zaenkrat pač se je to za pravno spremeniti svoj spolni marker na osebnih dokumentih. Se je večinoma to dogajalo v Ljubljani, zaradi tega, ker izven Ljubljane občine pač niso vedele, kako sploh handlati to situacijo. No in pol vem, ker sem bil pač 2 tedna nazaj na eni okrogli mizi, pač so pa rekli, da bodo zdaj odprli tudi za, da bo v vseh občinah možno zamenjati svoj spolni marker, ne samo v Ljubljani. Pa da obstaja pač poenoten obrazac za to. Super. Tako, ko govorimo o tranziciji, ločimo med medicinsko pa socialno tranzicijo. Kaj pomeni socialna tranzicija? Socialno tranzicijo jaz razumem kot nek proces, skozi katerega gre oseba pri tem, ko okolici sporoča v bistvu svojo spolno identiteto. Torej lahko gre za direktno sporočanje, lahko gre samo za menjavo zaimkov recimo, ali pa za to, kako se kot oseba želiš predstavljati svojim spolnim izrazom. Torej recimo, če se do neke točke prilagajaš temu, kar ti je bilo pripisano ob rojstvu, potem v bistvu greš čez neko tako imenovano socialno tranzicijo svojega stila, da pač začneš sebe prezentirati, kako ti tebi najbolj udobno. Je za medicinsko tranzicijo obvezna socialna tranzicija ali ko greš, ne vem, prvič na psihoterapevtki, ne rabi točno upoštevati tega? Ne, pač ko ti greš prvič tej klinični psihologinji pa psihiatru, ki sta namenjena za to, ni potrebno, da ti prideš tja in si totalno out, totalno razkrit v svojem osebnem življenju vsem osebam pa tako. Je pa definitivno, da te obravnavajo te bolj resno, če pa si. Pač je nek plus, če greš v medicinsko tranzicijo in si socialno že v tranziciji oziroma razkrit, potem
nekako vsaj jaz sem dobil tak občutek, ker da te jemljajo bolj resno potem v takem primeru. No. Cool. Bi mogoče še kdo dodal kaj o postopku medicinske tranzicije ali gremo na naslednje vprašanje? Mogoče lahko sam zaenkrat to dodam, da trenutno je čakalna vrsta za prvi pregled pri psihiatru, kar je prva točka medicinske tranzicije, je mislim, da 5 mesecev. Ok. Ja. Cool. A je mogoče tudi, da se proces tudi razlikuje, glede na to, ali vstopa oseba, ki je mladoletna, ali pa oseba, ki je polnoletna. In sicer pri mladoletni osebi mora ta najprej pristopiti k pedopsihiatru oziroma psihiatrini, ki ni del konzilija, ki potem napoti naprej na konzilij sam. In za mladoletne osebe ni možna pač recimo prejemanje hormonov oziroma drugi postopki, to se zgodi potem, ko oseba postane polnoletna, lahko pa dobijo blokerja. Ja, pa še tle mogoče, da razložimo konzilij, je pa skupina psihiatrov, psihologov, endokrinologov, plastičnih kirurgov, skratka vsem, ki so v Sloveniji pač delajo na področju transspolnosti in konzilij je ta, ki ti da zeleno luč potem za iti naprej. Kako pa je mogoče pri vsem tem procesu ali pa tudi pred tem potem, kako se soočati s spolno disforijo, kako je mogoče nasloviti? Mislim, meni osebno je skupnost največ pomagala. To, da sem pač obiskoval dogodke, pa spoznal druge trans ljudi, ker mislim, že to, da se nisem počutil več toliko sam v svoji disforiji, da nisem pač čuden zaradi teh občutkov, da pač druge osebe imajo iste probleme, pa tudi deliti izkušnje, kako pač si lajšati disforijo, se pogovarjati z drugimi trans osebami, se smejati z njimi, iskati neke pozitivne izkušnje v tej stiski, v kateri si, to je meni najbolj pomagalo. Pol pa me zanima samo še eno vprašanje in sicer cis privilegij oziroma passing, se mi zdi, da je dosti krat omenjeno pri transspolnih osebah, ga je možno preseči mogoče, da ne bi bil tako pomemben. Se mi zdi, da je to kar zapleteno vprašanje, zato ker smo že od majhnih nog zelo vrženi v ta binarni sistem. In nas družba že od nekdaj uči, kaj naj bi bilo pač moško in kaj žensko. In pol, ko recimo se ti ne poistovetiš s spolom, ki ti je bil pripisan v rojstvu, moraš nekako pri sebi najti neko težišče, kam se zdaj obrniti, da pač ne boš podoben spolu, ki ti je bil pripisan v rojstvu. Temu, kar pač družba pravi, da naj bi bilo za ta spol pod narekovaji rečeno pod normami. Torej, se pač pol obračaš v drugo skrajnost, se mi zdi. Vsaj na začetku, no. Zdaj je odvisno tudi, ali si binarna oseba ali si nebinarna oseba. Tako da se mi zdi to kar velik izziv. Bi mogoče, ja, vse povedano, pa tudi, ne vem, ta beseda privilegij, pač načeloma nas ta passing je zelo oziroma večinoma na podlagi nekega videza oziroma prvega vtisa osebe, ker je lahko zelo zakomplicirano vprašanje potem, kje imaš ta privilegij v narekovajih in ki ga zgubiš, ker pač ne ustrezaš neki predstavi, ki jo ima nekdo o tebi in v tem našem normativnem svetu, ki je pač se dosti nagiba k temu črno-beli poziciji. Mogoče sam stavek, pa ne vem, če je karkoli v pomoč, ampak jaz sem nebinarna oseba z izkušnjo medicinske tranzicije in to je pač samo pozicija moje lastne izkušnje, je, da mi je bilo vredno, da sem šel v proces kot nebinarna oseba, da pač nisem rekel samo za ta proces, da jaz sem pa zdaj moški in da pač naj me tako obravnavajo. Ampak da mi je bilo pač vredno iti kot nekaj izven tega, da se pa pač to vprašanje normiranosti pojavlja na vsakem koraku, tudi pač tranzicije kot taki. In ja, to ni veliko uporabno, ampak
ja, ne vem, to mislim, da naj vsak poskrbi zase, pač da je si prvo pomemben tvoje zdravje in tvoje pač ti, tako da pač sledi sebi na ta način, pa če se kjerkoli zalomi, da pač naj se obrnejo na dih oziroma na druge organizacije, ki so temu namenjene. Super. Imaš še mogoče Lana ali pa Lars kak nasvet mogoče za osebe, ki se odločajo za ali ne vem, socialno in medicinsko ali samo socialno tranzicijo? Jaz bi rekel, da pač lahko se obrnete na skupnost. Mislim, če ste v Ljubljani, je to malo lažje, zaradi tega, ker imamo res dosti delujočih queer organizacij tu. Pa tudi, če imate še katerokoli vprašanje, ka verjamem pač, da tle je milijon nekih vprašanj in mi zelo težko pač v kratkem času vse to pokrijemo. Lahko pišete na mail od našega društva, od društva Dih, pa bom potem jaz pač odgovoril na vsa nadaljna vprašanja, ki jih imate o tranziciji. Meni se zdi pomembno predvsem to, da poslušaš sebe in da tudi če pač greš v skupnost in poslušaš izkušnje drugih oseb, se moraš zavedati, da je tvoja izkušnja pač edinstvena. Pa tudi, da če oseba recimo si ne želi v medicinsko tranzicijo, da to ne pomeni, da ni dovolj trans. In da pač včasih se mogoče čuti kak ta pressure iz skupnosti, ker veliko oseb stopa v tranzicijo in potem mogoče nekatere osebe dobijo ta občutek, da zdaj pa morajo iti v tranzicijo, medicinsko tranzicijo, ko sam se mi zdi pomembno poudariti, da pač tle res je osebna odločitev in skupnost je pa namenjena vsem. Hell yes. Ja. Fajn. All for Rainbow podcast se poslavlja na tej točki. Hvala vsem, da ste bili z mano. Tako ja, adijo. Čau, čau. Adijo. All for Rainbow. All for rainbow. All for Rainbow. All for rainbow. All for rainbow.